Pozdravljeni, danes smo z vami Damjan in Aleš, ki vas bo popeljala skozi finančne trge, ki jih poganjata Trump in naslovnice. Lep pozdrav, do sredine februarja so delniški trgi pijani od Trumpove zmage rušili vse pred seboj, potem pa se je odlično razpoloženje, kot vidimo, sprevrglo v večtedensko razprodajo na Wall Streetu z okoli 10% korekcijo na delniških trgih. Ja, dejansko se je korekcija že precej polegla, tako da so globalni delniški trgi po močnem odboju v zadnjih dneh samo še okoli 2% v minusu. Damjan, kako pa ti vidiš to trenutno situacijo? Res je, najbolj so bile na udaru tehnološke delnice, ki imajo sicer za sabo desetletje ponovne dominance, še posebej ta elitna skupina lanskih velikih zmagovalcev, veličastnih 7, ki so pa od vrha izgubili celo 20% svoje vrednosti in v bistvu so zaslužni za polovico padca celotnega indeksa. Predvsem mislim tukaj na Teslo, ki je nekako mlinski kamen okrog vratu trgov, saj se je delnica od decembra, vemo, prepolovila. Ja, res neverjetno je, kako hitro se lahko vse obrne na glavo. In vlagatelji so bili skoraj euforični, Wall Street je bil še januarja v en glas prepričan, da bo Trumpova administracija najlepše možno darilo za posel in trge. Ampak kot vidimo na tem grafu oziroma slajdu, vidimo, da je nadaljevanje letošnjega leta prineslo nove zmagovalne regije in najbolj izstopata Kitajska in končno Evropa, ki sta bili v zadnjem desetletju praktično pozabljeni strani ameriških oziroma globalnih vlagateljev. Damjan, kako je lahko prišlo do tako tektonskega premika? Ja, res, kako hitro se vse na trgih obrne na glavo. Jaz sem sam v začetku februarja razmišljal, kaj pa če se bodo ti dejanski potem politični ukrepi Trumpove administracije, če morda ne bodo skladni s pričakovanji, te najbolj poslovno, najbolj poslovno usmerjene administracije v zadnjem desetletju, samo znižanje davkov, deregulacija, mislim, vse lepo in prav, ampak samo, kaj pa Trumpove carine, s katerim je Trump dobesedno obseden in za katere on pravi, da so najlepša beseda v slovarju. Ja, dejansko praktično vse resne ekonomske analize kažejo, da s carinami in tudi trgovinskimi ovirami izgubljata obe strani. Dejansko je to lose-lose situacija in tudi normalno, da so trgi odreagirali tako, kot so. Seveda, nihče si ne želi krčenja trgovinske menjave, izgube delovnih mest v industriji, zastoja pri investicijah podjetij, tudi seveda realnega upada prihodkov in ne nazadnje teh višjih cen za potrošnika. Pač naše izhodišče je, da v teh Trumpovih carinskih vojnah ne bo zmagovalcev ali pa kot se je pred leti o protekcionizmu tudi zelo slikovito izrazil kitajski predsednik, vi se lahko zaprete v temno sobo, pa se zaščitite pred vetrom in dežjem, ampak potem je problem, ker nimate dostopa do svetlobe in zraka. To je moja perspektiva. Tako da stava na pretekle zmagovalce vidimo ni vedno prava. Vlagatelji so v letošnjem letu prehajali iz tehnoloških delnic, iz teh delnic skupine veličastnih 7 v kitajske in evropske delnice, te so pa dobesedno čez noč postale najbolj zaželeno blago med upravljavci investicijskih skladov, dejansko. Ja, dejansko po statistiki Bank of America imamo celo opravka z največjo statistično mesečno rotacijo v evropske delnice v zadnjih 25 letih in kar z okoli 40% spremembo v regijski alokaciji, kar je res izjemno. Ja, v letošnjem letu investicijska zgodba leta, vsaj za enkrat, prav gotovo, da naslovnice so tiste, ki premikajo delniške trge. Ja, ko pogledamo nekako širše, je ta tehnološki val umetne inteligence in tudi prihodnje poslovanje najboljših teh tehnoloških podjetij se v tem času nič kaj posebej ni spremenilo. In vedno pa nam je bilo jasno, da ta tehnološki val umetne inteligence ne bo čisto sinhroniziran z gibanjem delnic na borzi in tudi prav tako smo nekako vedeli, da se bodo rasti poslovanja postopno tudi umirjale, a še vedno ostajajo na zavidljivi dvomestni ravni. Ja, končno Evropa, končno bi lahko rekla Evropa, to je njen trenutek pod soncem.
A veš, da imajo evropske delnice enega najboljših začetkov leta v zgodovini? Ja, res neverjetno, ne? Kdo bi si mislil po vseh teh letih? Kaj pa tvoje mnenje o tem Ja, pojavu? ja, dejansko kar malo me je presenetilo, ki je posledica večjih dejavnikov in tudi vse od začetka vojne v Ukrajini 3 leta nazaj, ne, se je sentiment v Evropi spremenil v izrazito negativnega in se je slabšal. In tudi anemična rast, energetska kriza in tudi delno strukturne težave, vse to je bil razlog, da vlagatelji niso želeli, po domače povedano, povohati evropskih delnic. In tudi so bile najnižje vrednotene, kar je zanimivo, bile so na ravni trgov v razvoju, se lahko misliš to? Ja, in kaj pa je bil katalizator teh res fantastičnih preteklih rasti evropskih delnic v zadnjih mesecih? Mislim, kaj lahko po vsem tem tudi pričakujemo recimo v prihodnje? Ja, težko bi bilo spisati boljši scenarij za evropske delnice, kot je bila ta izvolitev Trumpa za ameriškega predsednika. In tudi v predvolilnih obljubah smo lahko razbrali že marsikaj, torej želi čim prej zaključiti vojno v Ukrajini in tudi, da bodo morale ostale članice NATO občutno več prispevati za obrambo. Ja, verjetno je imel tukaj v mislih predvsem Evropo, seveda, kjer vemo, ne, da izdatki za obrambo, mislim, da so se zniževali zadnjih, ne vem, več desetletij, zadnjih 50 let. Ne. Imaš mogoče kakšne podatke Ja, dejansko glede obrambnih izdatkov? Ja, ti izdatki so dno dosegli leta 2015, takrat smo samo 1,3% GDP-ja namenjali za obrambo, ne, in od takrat so se tu začeli počasi poviševati in v zadnjem obdobju bi naj znašali okoli oziroma nekaj po 2%. Ja, in dejansko jaz, če gledam ta graf, samo dve, ne, od 10 večjih evropskih držav namenjata za obrambo, kot kaže, več kot 3% BDP-ja, ne, kar bi bilo primerljivo z ZDA. Ne. Ja, to je res neverjetno, ne? Ampak na drugi strani pa se moramo zavedati, kaj je to omogočalo državam članice Evropske unije oziroma Evrope, da so lahko ogromno denarja namenili za razvoj in investicije oziroma imeli nižje davke kot v Ameriki. In tudi, kot radi rečemo, da si je v tem obdobju lahko Evropa privoščila skoraj 2% nižje izdatke glede na merjeno z GDP-jem kot pa Združene države Amerike in tudi se to pogosto nekako se imenuje kot dividenda miru, katero smo lahko vsi uživali. Ja, in tako, če gledamo, ne, pač čez palec, če želi Evropa povečati te vojaške izdatke na 2,5, recimo do 3% BDP-ja, bo zato seveda potrebna večleten načrt za to prilagoditev in bojo potem države morale letno namenjati dodatnih sigurno 0,5 do 1,5% BDP-ja. In kako daleč pa smo v tem trenutku v Evropi recimo v tem procesu prilagajanja? Ja, prejšnji mesec, sredi prejšnjega meseca, torej februarja letos, je dejansko Evropa tlakovala odločitev za povišanje izdatkov za obrambo na varnostni konferenci in tudi dejansko so sprožili tudi izjemo splošne klauzule v fiskalnih pravilih Evropske unije za obrambne naložbe. In tudi nenazadnje ključna članica Nemčije pa je v preteklem tednu v še stari zasedbi parlamenta sprejela ta sporazum o fiskalnem paketu. Ja, če pogledamo, ne, varčna, stiskaška Nemčija, ne, končno na poti k večjem zadolževanju, to je res, bi rekel, nek zgodovinski trenutek za Evropo in tudi ta fiskalni paket, ki se napoveduje, se mi zdi res, kar se tiče velikosti obsega, res nekaj, kar še nismo videli sploh v povojni zgodovini Evrope. Ne. Absolutno, ne. In ta prvi del paketa je izjema za financiranje obrambe v glavnem proračunu, ki presega 1% bruto družbenega proizvoda in tudi od omejitve mehanizma za omejitev dolga. Drugi pa je ta infrastrukturni sklad v velikosti 0,5 trilijona evrov oziroma 11,6% bruto družbenega proizvoda v letu 2024, kar je tudi izven omejitev proračuna. In letno bi naj ta sklad za financiranje infrastrukture namenili okoli 1% bruto družbenega proizvoda oziroma v naslednjih 10 letih kar 50 milijard evrov letno.
In kdo pa so bili v tem času, v teh zadnjih tednih, mesecih, največji zmagovalci tega, recimo, predvidenega lajšanja proračunskih omejitev v Evropi, ki se napoveduje, katere delnice, katerih podjetij? Absolutno je tu sektor industrije, predvsem s podsektorjem obrambnih podjetij, kot je Rheinmetall, ki je zrastel skoraj oziroma dobrih 170% v zadnjih 6 mesecih, italijanski Leonardo slabih 120% in še kar nekaj drugih industrijskih podjetij, ampak rekorder pa je bil nemški jeklar ThyssenKrupp za več kot 200% donosom. Kako pa si recimo vlagatelji lahko pač pomagajo s temi, recimo v teh turbulentnih časih, v teh negotovih obdobjih, s čim si lahko vlagatelji recimo pomagajo, s katerimi kazalniki, ko gre za delniške trge? Vedno si probamo v takih negotovih časih pomagati z osnovami. Osnova je vedno vrednotenje delniških trgov in tudi primerjava z zgodovino. To je eden izmed možnih pristopov. In tudi upoštevati pa tudi moramo strukturo delniških indeksov. Naprimer, ameriški delniški indeks ima več kot 30% tehnološkega sektora, na drugi strani pa ima evropski delniški indeks Dow Jones Eurostoxx 600 le okoli 7% tehnološkega sektorja. Vemo, tehnološki sektor ima visoke stopnje rasti, tako prodaje kot dobička, zato so tudi vrednotenja popolnoma drugačna. Ampak zdaj pa imamo evropski indeks, ki ima te zmagovalce v zadnjih 6 mesecih in torej industrija, finance, ta dva sektorja kar presegata za enkrat več, kot imajo Združene države v uteži v svojem indeksu. Če te lahko malo prekinem, kateri kriterij pa si uporabil recimo za oceno tega, ali so kako drage so delnice oziroma pri relativnem vrednotenju, kot vidimo tukaj na grafu? Najlažje si pomagamo z razmerjem med tržno kapitalizacijo in pričakovanim dobičkom podjetij. In tukaj vidimo, da so ameriške delnice oziroma indeks S&P 500 najviše vrednotenje ravno zaradi višjega deleža sektorjev z višjimi stopnjami rasti dobičkov kot v Evropi. In tudi od tu izhaja tak premija glede na ostale delniške indekse po svetu. In tudi nenazadnje je ameriški finančni trg tudi najbolj razvit in tudi najbolj učinkovit. Seveda se vsi sprašujemo, ali gre za prehoden pojav, ali pa bo potem recimo predsednik Trump res, kot že kaže, stopil korak nazaj, spremenil ploščo, kar se pri njemu dogaja non-stop. Ampak do takrat pa vlagatelji vse zaenkrat govorijo, pravijo, pač zakaj ne bi po tej res visoki rasti v preteklih letih unovčevali dobičkov, pa potem nekoliko znižali tveganje v svojih portfeljih, pač dokler se ta dim trgovinske negotovosti ne bo razkadil. Ali imamo kakšne statistične podatke, kako verjetno je, da podobne običajne borzne korekcije oziroma padci pripeljejo do medvedjega trga s padci, ki bi presegali 20%, ali pa v končni fazi nenazadnje tudi do recesije? Odgovor na to vprašanje, ali taka korekcija, recimo 10% popravek tečajev vodi do medvedjega trga, kako pogosto, če pogledamo v preteklem stoletju, na ameriških delniških trgih 56 večjih korekcij tečajev, od katerih jih je na to 22, oziroma 40% jih je končalo v medvedjih trgih, medtem ko večina teh popravkov, 34 oziroma 60% pravzaprav ni povzročila nekih hujših simptomov in so bili pravzaprav so bili hitro pozabljeni strani delniških trgov. In kaj ti meniš, kakšna je verjetnost recesije po takem padcu? Če pogledamo statistične podatke za to vprašanje, korekcija, ki se konča z recesijo, mislim, da to je zelo zanimivo izhodišče. 56%, pobrskamo po statistiki, 56% vsega časa se taka korekcija ne konča v gospodarski recesiji. V 12 primerov se je recesija že začela, v 36%, to je malo več kot v tretjini vseh teh primerov, pa se recimo recesija začne v naslednjih 12 mesecih. Tako da, marsikateri vlagatelj se seveda sprašuje, kaj naj stori v takem res nenavadnem okolju, negotovosti.
Ampak sam mislim, ne, da vkolikor je že primerno izpostavljen do delniških trgov, pač se mi zdi, da mu v resnici ni treba storiti ničesar. Ne, kaj praviš, se strinjaš s tem mojim razmišljanjem? Ja, absolutno zelo modro razmišljanje. In tudi cilj vsakega vlagatelja je, da poskuša doseči donose, ki jim jih ponujajo finančni trgi. Ampak to ravno najlažje naredijo z dolgoročnim vlaganjem. In tudi če pogledamo tole grafiko, vidimo, da na podlagi zgodovinskih donosov ameriškega delniškega indeksa S&P 500, da se z daljšanjem naložbenega obdobja varčevalca občutno povišujejo minimalni donos, ki bi ga vlagatelj ob tem dobil glede na preteklo statistiko. In to ob dokaj stabilnem in povprečnem in maksimalnem donosu. In kako lahko vlagatelj izkoristi obdobje povišane negotovosti v sebi prid? Vedno znova mi ponavljamo, da so popravki tečajev običajni del ritma delniških trgov, tako kot sta dan in noč, oziroma dan in noč dneva. Ja, prej smo gledali zgodovino, ne, popravki so res običajni del ritma delniških trgov, ampak ne, vendarle vedno znova in znova presenetijo večino udeležencev na trgih, ne, in jih prestrašijo. Ne. Marsikaterega, ne, pa celo vlagatelja splavijo v veliko, ne, psihološko stisko, tako da ga potem pograbi panika in na ta način izgubijo dolgoročno perspektivo. Ne. Predvsem so tukaj, ne, vemo, pod pritiskom novi, še neizkušeni vlagatelji, ki so se preveč izpostavili do teh vročih zgodb, in zato je, po mojem, seveda ključna perspektiva, ne, če pogledamo nazaj v preteklost, da je vsaka močnejša razprodaja, vsaka korekcija, a pa celo, ne, če pride do medvedjega trga, je odlična priložnost za nakupe. Ne. Mislim, ali ni to res? Ne? Zakaj, če je tako, ne, zakaj potem dojemamo na primer vsako sedanjo prihodno krizo kot res nek strah pred izgubo našega, recimo, trdo prisluženega pač premoženja? Ne? Ja, zelo dobro povedano. Naj zaključim današnji webinar z mislijo, da vedno znova poudarjamo, da je za uspešno varčevanje nujen dolgoročni časovni horizont in tudi globalno razpršen oziroma obvezno globalno razpršen portfelj, in najlažje to dosežemo preko globalnega delniškega sklada, seveda za tiste, ki si lahko privoščijo takšno tveganje glede na profil vlagatelja. Pomembno pa je tudi vedeti, da neupoštevanje čustev pri finančnih trgih je izredno pomembno. Se le na kratki rok čustva premikajo tečaje delnic, na dolgi rok pa se gibljajo na podlagi poslovnih rezultatov. Z Damjanom se vam zahvaljujeva za pozornost in za vaš čas in vas lepo pozdravljava. Hvala. Hvala.